Kaj zdaj, sem zrihto dober rajd ali ga nisem? Ja, veš, ko včasih prije kakšen dan, ko odgrizneš malo preveč in pol ne veš čisto točno, kako boš vse spel. Recimo danes nemam že avtomobilske logistike veliko. Pazi, vrnem en avto pa prevzamem tri. Ampak to je še najmanjši problem, ki ga imam. A veš, fora je v tem, da je včasih z mano res težko živeti. Preveč delam, veliko me ni doma, pa včasih tudi, ko sem doma, ne morem stran od dela. Mislim, če vprašaš mene, ne vem, zakaj Tina večkrat ne pošizi. No in mene vsake toliko časa pol zagrab kakšen hud moralc. Naslednji teden grem recimo spet na službeno pot nekam v Španijo, grem pelati na novo Toyoto in me valjda spet 2 dni ne bo doma. In hočeš nočeš, ta moja pot pride na Valentinovo. In ne da zdaj jaz pa Tina na to Valentinovo gledava kot na nek sveti praznik, ko mora nujno se nekaj dogajati. Ampak mogoče kakšna majhna pozornost, no, to pa že. Jaz jo bom danes presenetil, tako da jo bom odpeljal na večerjo, njej se pa valjda ne sanja nič. Tako da ja, Valentinovo bo za Tino letos prišlo kakšen dan prej. Zmenil sem se z dedkom pa z babico, da bosta pazila na ta-malo. Rezerviral sem restauracijo. Da bo vse skupaj v stilu, sem nama zrihtal en dost hud avto. Za piko na i ji bom dal pa eno malo pozornost v zahvalo za vse te dni, ko mene ni doma, pa je včasih pol malo težji. Še posebej, če je otrok bolan, pa tako naprej. A veš, kaj hočem reči? In najbolj fajn pa vsem skupaj je to, da se njej ne sanja, da se bo danes karkoli zanimivega zgodil. Ok, zdaj pa tega sakarja vrnem, pa grem pobrati 3 avta, od katerih eden izstopa še posebej. Lahko ti dam pa en hint, kaj je to za en avto? Tadam. A kdo opazi? Kaj zdaj, sem zrihto dober rajd ali ga nisem? Zdaj situacija je taka, jaz sem ta avto za en dan in zato sladko-kislih ne bom šel delati. Lahko pa povem, katera točno je tale Panamera, pa seveda kaj vse ima. Ampak preden pa to naredim, moram pa hitro mesto, da zrihtam zadevo za Tino. V bistvu sploh nisem povedal, kam grem. En moj friend dela pri Malalanu in jaz drugač za nakit nisem noben ekspert, ne, delač od tega. Ampak pravijo, da imajo eno kolekcijo tudi za mlade in to se mi je valjda dobro slišal, tako da pičim pogled. Ampak eno stvar pa zdaj vsem pogrešam. Moj skate. Shit, lačen sem pa nimam cajta jest. Dober dan. Evo, jaz sem zrihtal, pa ne sem to. Še eno tako majhno bombonjerco sem dobil. Pa apropo bombonjera, ne. Meni se zdi, da je vsem punci bolj žet eno stvar, ki traja malo dlje, kot ena stvar, ki po 7 sekundah poje. A že malo hrbto ščipa, pismo, no? Ok, nazaj na cesto, kje smo ostali? Pri Panameri, ja? Ampak veš kaj, mogoče ne bilo neumen, da mi najprej razčistimo eno stvar. A veš, v vsem tem času testiranja avtomobilov sem se jaz velikrat, ampak res velikrat, srečal s to oguljeno frazo, ki pravi, da Panamera pa že ni ta prav športni avto. A veš, če ne bi toliko vedel v avtih, bi ti še verjel. Ampak v tem primeru pa dejansko drži tisto, kar pri Porscheju pravijo. Veš, oni pravijo, da vsak njihov avtomobil, ne glede na model, je najprej športnik, šele zatem pa vse ostalo. Tako da recimo ne rab skrbeti, da tale avto v ovinkih ne bi bil tako zelo hiter. In to bi mi grede velja za tiste Porsche z benzinskim ali pa z dizelskim motorjem. A rekomotorne serije, pa ne mi reči, da je dizelski Porsche tudi športen. Jaz priznam, ne, za zdaj še ne obstaja avtomobilski proizvajalec, ki bi dizla naučil pet tako, kot znajo to bencinarji. Ampak stari, 422 konjev je še zmeri 422 konjev. Zdaj, preden se grem pelat, mogoče še kabina. Ko bom rekel, v tako fino športnem okolju jaz že kar nekaj časa nisem sedel. Pred mano je taka zanimiva mešanca klasike pa futurizma. A veš, medtem ko je sredinski merilnik tista najbolj pomemben za motorne vrtljaje klasičen analogen, so vsi ostali okrog njega digitalni. Volan je razmeroma majhen, na njem je velik tipk, ampak mene od vseh najbolj zanima tale vrtljiv gumb. A veš, z njim prilagajaš vozne programe. Izhodiščen je normal, potem je sport, sport plus, pa individual. Individual je valjda tisti program, s pomočjo katerega si potem cel avto prilagodiš po svojih željah. Vidiš, tole je pa ta glaven zaslon, ki je precej velik, večino stvari se pa upravlja na dotik. Tole je navigacija, drive, klimatska naprava, asistenčni sistemi, pa stvari, ki so povezane z drugimi zadevami v avtu. Stvari, ki so povezane z drugimi zadevami v avtu, ne? Kaj sem pa zdaj povedal? Ti jaz povem eno reč o eni stvari. Škoda, zdaj pa dost, zdaj se grem pa jaz malo pelat. Gre za izvedenko 4S, ker pomeni, da je opremljen ta avto 4-kolesnim pogonom. Konjev sem že povedal, da jih ima 422. Pa ne samo, da avto fejs potegne, tudi na zavorah je fejs dober, pa ga takole uvink naslonom in pohodom gas, rata zadek nemeren, veš. In to je kakovost pravih športnih avtov. Ne da nos ven sil, da ti rit odnese. In pol tisti pravi vozniki šele zares dobro začnejo uživati. A veš, potem pa pride na vrsto tudi tista druga plat Panamere, umerjena. Ta avto zna biti izredno ugrajen, pa ne samo to, tudi zelo udoben. Spredi
in zadnji, v drugi vrsti. Je pa res, da je valjda na voljo tudi ta dolga Panamera, tisto, ki množično kupujejo, predvsem Kitajci, pa tudi v Ameriki se jih dosti proda. In v tistem primeru bi bilo pa valjda tudi prostora za noge še dosti več. A vidiš, tukaj med zadnjima sedežema je pa na voljo ena taka dosti fina konzola, ki je pa namenjena predvsem upravljanju s klimatsko napravo. Kaj jo upravljaš, pa zgleda takole. Kar se pa zavest tiče, jih pa valjda upravlja nič drugega kot elektrika. In v bistvu ta avto z vso svojo oblikovno eleganco niti ne daje slutiti, česa vse je sposobno podvoziti. Jaz si predstavljam, da ljudje, predvsem poslovneži, tisti, ki si takšen avto mislijo, precej uživajo tudi v dvojnosti karaktere. Torej, ko jaz prestavim iz programa Šport Plus v Normal, hočem biti v Easy. In če mene vprašaš, je to point Panamere, ne? Športna tradicija z vso tisto tehnologijo, ki to omogoča, združena z nekakšnim poslovnim življenjskim stilom, ki pa mora biti občasno tudi valjda bolj umirjen. No, to je bil en krog stanova Panamero, ne? Kar se pa cene tiče, tale zadeva v osnovi stane 144 jurjev. Zdaj pa tisti, ki imate šibke srčke, zamišite, zato ker valjda, kot se za veliko in prestižno poslovno limuzino spodob, je tale avto napolnjen tudi s kupom dodatne opreme in zato končna cena znaša dobrih 197 000 evrov. Ja, skoraj 200 jurjev. Pa zdaj še le vidim, kako ima lepo nabite boke. Ha? Rožce imam, zdaj se moram pa sam še malo zrihtati, ker tole ni za kamer. Ok, how do I look? Miš, Valentinovo je letos prišel na 9. Kva? Ava gre k babi, Mido gre pa na večerjo, pa točno 1 uro časa imaš. Si ready? Ne? Kaj? Kaj prša imaš, a kaj? So far, so good. Zaenkrat teče vse gladko, jaz pa Tina sem full fine, ampak če sem čisto iskren, jaz kolmi čakam, da pride desert, ker skupaj z desertom, tako sem se dogovoril v kuhinji, pa pride na mizo še... To za mene? Ker roke si mi pekla. Ja, nič ne, jaz mislim, da je večer uspel. Pa ja, vem, prehladil se bom. Shit, stari, kako ta avto potegne. Malo smo presenetili. Ti.